stališče Slovenske demokratske stranke v zvezi z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti in pa zakon o varstvu potrošnikov. Oba zakona stvorita neka vrste dvojčka, s tem, da zakon o tehničnih zahtevah je že v državnem zboru, večin zakon o varstvu potrošnikov pa še v fazi priprave in vlada zbira pripombe, koliko sem obveščen, zbira pripombe zaradi pritiska javnosti, ki je že nastal. Za začetek naj povem, da je država servis državljanov in zato mora skrbeti za njihove interese. In tudi varstvo potrošnikov je eno takih področij, tako kot recimo skrb za zdravo prehrano, za čisto okolje ali za prometno varnost. In za ta področja, ki so posebnega interesa države, ustanovijo tudi posebne inštitucije. Če se vrnem na konkretni primer varstva potrošnikov, imamo v Sloveniji Zvezo potrošnikov Slovenije, ki pa seveda mora imeti tudi pravno podlago v tem, da tudi država po drugi plati ne samo, da ustanavlja inštitucije, resnično skrbi za varstvo potrošnikov. In ravno na tem področju varovanja potrošnikovih pravic naj bi vlada popustila v tej svoji vlogi in potrošnike prepustila same sebi na milost in nemilost tržnih mešetarjev. In kaj je po mnenju Slovenske demokratske stranke tako problematično, mi menimo celo, da je hudo problematično. Namreč zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti, ki je že v parlamentu, ima v 1. členu tudi alinejo, ki govori o listinah, ki morajo biti priložene ob dajanju v promet oziroma v začetku uporabe tehničnih izdelkov. In v predlogu zakona, ki ga je vlada poslala že v parlament, je to črtano. Ta 1. člen in drugi sta preurejena tako, da govorita samo o konvencijah in pa o uredbah Evropske unije. Pri tem pa je treba jasno povedati, da konvencije in pa predpise Evropske unije govorijo samo o tistih minimalnih standardih in da večina držav, še posebej razvitih držav v Evropi, ima bistveno višje standarde od teh minimalnih, še posebej je tu Nemčija. V Evropi se sicer govori o nekem novem pristopu o horizontalni zakonodaji, na katere se sklicuje tudi vlada, vendar to so ravno tisti minimalni standardi, ki so tako ali tako že zajeti v predpisih, ki so v Sloveniji. Mi imamo celo više standarde, tako kot ostale razvite države v Evropski uniji. Ampak to je tisti krovni del, se pravi zakon o tehničnih zahtevah. Izvedbeni del tega, kaj pomeni brisanje listin, ki jih je potrebno ob dajanju uporabo tehničnega izdelka predstaviti, imeti, je pa v zakonu o varstvu potrošnikov. In sicer v tem zakonu, ki je v pripravi, ki ga vlada pripravlja, pa je zapisano, da se črtajo členi od 15b do 21. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da se črta vsebina, ki govori, da blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, blago, katerega brezhibno delovanje se zagotavlja z vzdrževanjem in zamenjavo njegovih sestavnih delov. To se pravi, to se črta. Prav tako se črta, da za blago iz prejšnjega člena, to se pravi to, kar sem vam prebral, mora proizvajalec ali podizvajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov in še tako dalje. Istočasno pa tudi, da garancijski list mora biti za potrošnika lahko razumljiv in vse ostale listine in kadar je ta izdelek namenjen prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti to v slovenskem jeziku. To se pravi, to se črta. Prav tako tudi ti členi, ki se črtajo, govorijo, da tudi rabljeno blago, ki se daje v promet po tej poti, mora imeti vse te zahteve in da se mora priložiti garancijski list. Prav tako se črta tudi, da čas po preteku garancijskega roka, v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, se črta in pa tudi čas po preteku proizvodnje nekega izdelka, v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele. Vse to se črta. To se pravi, niti v garancijskem roku se ne zagotavlja več, ni potrebno zagotavljati rezervnih delov, niti potem po času poteka proizvodnje in pa črta se tudi del, da stroške za material nadomestne dele seveda zagotavlja
tisti, ki je dajatelj garancije. Vse to se z novim zakonom črta in pri tem bi pa želel poudariti ali pa mogoče samo spomniti na to, zakaj sploh je nastala garancija. Garancija, ki jo dobimo ob nakupu izdelka, je nastala zato, da so vsi proizvodi, ki pridejo na trg, tisti milijoni proizvodov, ki pridejo, enake kvalitete, kot je tisti proizvod, za katerega je proizvajalec dobil atester. In to je edini način, da je tudi potrošnik zavarovan, da bo dobil natanko takšen izdelek, takšne kvalitete, kot tisti, ki ga je proizvajalec prijavil na ustreznih organih in za katere mora pridobiti vsa pooblastila. In sedaj bi samo še dejal to, da po mnenju Slovenske demokratske stranke pomeni, da ta oba zakona, takšna kot so sedaj predstavljena, pomenita pokop Gorenja in še nekaterih drugih proizvajalcev tehničnega blaga v Sloveniji ali pa vsaj izredno velike težave in neenakopraven položaj na trgu. In dovolite mi, da to svojo trditev, to našo trditev obrazložim na hipotetičnem primeru, ki pa se bo prav gotovo zgodil, če bosta takšna dva zakona sprejeta. Vzamemo primer kvalitetnega domačega proizvajalca, recimo pralnih strojev, ta bo še naprej dajal garancije, ker garancija ni prepovedana v novem zakonu, se pravi, bo dajal garancije, to pa pomeni, da bo imel servisno službo urejeno, da bo imel svoje in pa pogodbene serviserje, da bo imel skladišče rezervnih delov, da bo imel skladišče rezervnih delov tudi po ozemlju, kjer pač prodaja svojo robo in seveda imel tudi dežurno službo, vse to pa pomeni dodaten strošek. In istočasno pa to pomeni veliko zaščito potrošnika. Zdaj pa vzamemo drugi primer. Pojavil se bo nekdo, ki bo ustanovil firmo in bo prodajal nizkocenovne izdelke, recimo pralnega stroja, nekega proizvajalca iz Azije. Ker zakon ne zahteva več garancije, on enostavno garancije ne bo dal, seveda, ker bo cenovno zelo ugoden, bodo ljudje, pač potrošniki, bodo to kupovali in takrat, ko bo prišlo do težav, bo prodal že veliko teh izdelkov, dočim domači proizvajalec bo imel težave pri prodaji. In ko bo prišlo do tega, da bo potrebno te izdelke servisirati, in to bo verjetno zelo v kratkem roku, potem se bo nekaj časa to vleklo in potem lahko, tako kot je že zadnje čase slučaj, lastnik zapre firmo, odide v tujino z denarjem, ki si ga je pri tem nabral, in nikomu nič, zato ker ni v zakonu predpisano, ga niti sodišča ne bodo mogli preganjati. Se pravi, zgodilo se bo to, da bo domači proizvajalec, ki je kvaliteten in mu daje še naprej garancijo, imel težave in te težave mu pa nakopala lastna država zaradi takšne zakonodaje, ki bo zaščitila tistega mešetarja, ki bo nekvalitetno robo prodajal po nizki ceni, oglaševal tisto, kar ni res, in potem, ko bi bilo potrebno pa servisirati te izdelke, ga pa več ne bo. Mislim, to se lahko zgodi verjetno samo v Sloveniji. Dejstvo je, da bomo prišli v sistem videno kupljeno, se pravi, vzame, če ti je všeč, torej nakup mačka v žaklju. Istočasno pa to tudi pomeni, da ni več nobene pravne zaščite pred lumpi, to se pravi pred tistimi, ki bodo prodajali nekvalitetne izdelke. Bodo pa tisti, ki bodo podajali garancije, pa seveda imeli potrošniki vso možnost, da zahtevajo vse to in pa celo sodno se bo lahko preganjali, če bi se ugotovilo, da vse ni tako, kot bi bilo potrebno. Torej, zaščiteni bodo lumpi. To je verjetno malo držav v svetu ali pa v Evropi, ki bi imele tako zakonodajo. Poleg tega pa smo v Slovenski demokratski stranki prepričani, da je oba ta zakona, ta dvojčka, potrebno obravnavati tudi v širšem kontekstu dela sedanje vlade. Izraža en, mogoče pa že večkrat viden simptom te vlade, glede skrbi za lastne državljanke in državljane, namreč prepušča jih same sebi na milost in nemilost prevarantom in prevarantom daje celo zakonsko oporo. Ker ta dva predloga dajeta zakonsko oporo prevarantom. In ta simptom je pa že kar akuten. To je skrajno neodgovorno, to da je mačehovsko, kako vsi vemo, je
ki je prav gotovo tudi do neke mere tudi nevarno. Je nek pišmeuhovski odnos do lastnih državljanov in ta dva zakona kažeta v tej sebini, da državljani res nismo vredni nič pri tej vladi. V Slovenski demokratski stranki menimo, da bi bilo najboljše zakon o tehničnih zahtevah za tehnično blago, ki je že v državnem zboru, zadržati, zakon o varstvu potrošnikov pa umakniti. V tem trenutku je v Sloveniji verjetno veliko bolj pomembnih vsebin, za katere pa se vlada očitno ne more poenotiti in zato prihajajo verjetno tudi takšni predlogi, kot sta ta dva, ki odvračajo pozornost od resničnih, kar eksistenčnih problemov države in namesto, da bi država ščitila gospodarstvo in pomagala gospodarstvo, pa predlaga zakone, ki bi celo uničila gospodarske subjekte, ki imajo svoje znamke, ki so uveljavljeni v Evropi in v svetu in ščiti špekulante na trgu, ki bi prodajali nekvalitetno robo in bi bili seveda še bolj zaščiteni, kot pa zdaj so. Zato seveda v Slovenski demokratski stranki nasprotujemo take vsebini, ki sta v obeh zakonih.